Hello, hello in en lep pozdrav vsem na 8. Facebook Live torkovem. Že kar 2 meseca tole počnemo in kako lahko še boljše kot to. Evo, danes v bistvu je bilo tako, veliko enih tem se mi je porajalo, o katerih bi lahko govorila, veliko stvari je tako v zraku. In pol pa tako, okej, kaj bo največji prispevek, oziroma ja, tako pač pogledam, kaj bo največji prispevek. In je naenkrat prišel samo to, vi učite druge, kako naj ravnajo z vami. Tako da bomo danes o tem govorili. Torej, da vidimo, nekdo je že tukaj. Hello, hello. Torej, mogoče se bo to zdelo komu, torej, kako mi učimo druge, kako naj ravnajo z nami. Se mu bo zdelo to čudno ali pa nenavadno, ampak dejansko poglejte pravzaprav, kakšen odnos imate vi sami do sebe. Na kakšen način vi sami s sabo ravnate. In to vi potem oddajate ven energijsko, oddajate takšno vibracijo in potem drugi v skladu s to vibracijo, ki jo oddajate, v zvezi s tem, v skladu s tem, kar ven projicirate iz svojega energijskega polja, drugi ravnajo na ta način z vami. Tako da spet, spet se začne vse z nami. Tako da, če želite naučiti druge, oziroma če želite, da začnejo drugi na kak drugačen način ravnati z vami, boste morali vi najprej spremembo narediti v odnosu do sebe. In začnite dejansko gledati te stvari, torej, velikokrat imamo neke pritožbe, nad ljudmi v smislu, ne vem, ta oseba ni prisotna z mano. Pa poglejte, ste vi prisotni sami s sabo, ali ste skozi na računalniku, skozi na telefonu, skozi na tablici, skozi v nekih interakcijah in ste kdaj dejansko prisotni sami s sabo. In da dejansko pogledate, okej, kaj si pa jaz resnično želim. Kaj so moje resnične želje, kaj bi pa jaz rad oziroma rada resnično izbrala. Ne, če vi sami niste prisotni s sabo, ne morete pričakovati, da bojo drugi prisotni z vami. Ne, vse, kar to zdaj na plan prinaša za vas, bi bili pripravljeni se torej zgraditi in uničiti. Right and wrong, guten Tag på den påkallende shorts, boys, povats and beyonds. Imamo neki ljudi tukaj, Breda, Polona pravi, da prekinja, Alenka, lep pozdrav, tule zgleda pri meni vse okej, tako da mogoče se morate kam premakniti, kjer je boljši signal. Ja, torej, če se pritožujete nad tem, da vas drugi obsojajo, da niso dopuščanja tega, kdor ste, pa poglejte, res tako bodite sami do sebe, res tako, jaz rečem temu brutalno iskreni, ste vi v dopuščanju sebe. Tega, vsega, kar ste, vseh svojih delov, ali se na razne načine obsojate. In ne morete, če se vi obsojate sami sebe, ne morete od drugih pričakovati, da bojo dopuščeni v vas, ker vi dejansko to energijo obsojanja, te težke, goste energije, polarizirano dejansko projicirate ven iz sebe. In drugi so prav tako kot vi energijsko bitje in zaznavajo to in pač potem dobite to toink nazaj, v različnih oblikah, na razne načine. Pol, kaj še? Se pritožujete, da nikoli niste, da vas ne upoštevajo. Pa vi upoštevate sebe. Vi upoštevate tisto, kar bi resnično radi, recimo, izbrali, naredili, bili.
Ali je to vse nekaj tako pometen pod neke preproge, ste naredili nevidno za sebe. Ne, če vi sami dejansko ne upoštevate vaših želja, kako jih bojo drugi? Ali pa pri izbirah, ali se pritožujete, da nikoli ne pridete na vrsto, da ste vedno na zadnjem mestu. Poglejte, kam vi sami sebe dajete. Ali so vsi drugi pred vami? Skušate skozi drugim ustrezati. Ne, če vi ne dajete sebe na prvo mesto, če se ne vključujete v svoje izbire, kako lahko to pričakujete od koga drugega? Ja, enostavno ne gre. In vse, kar je to, zdaj, vse, kar prinaša to na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj pa napokvalen shorts, boys, povac and beyonds. Hej, Niveska, živja. Ja, in kaj še? Vidite vi dragoceno sebe, se cenite? In če se ne, zakaj se pa pritožujete, da vas drugi ne cenijo? Vidite svojo vrednost? In če ne, zakaj pa se pritožujete nad drugimi, da je drugi ne vidijo? Ja, in ogromen teh stvari je. Tako da poglejte, kaj se vi, torej v vaših odnosih, ki jih imate, na čem se vi pritožujete. Oziroma, kaj se vam zdi, da manjka. Ni nujno, da se pritožujete, ampak je lahko skozi tako neko, kako bi rekla, kot da neka stvar manjka. In kako lahko začnete to spreminjati? Začnite biti to za sebe, kar pričakujete od drugih. Začnite sebi dajati to, kar pričakujete od drugih. Bodite sami sabo navzoči. Cenite sebe. Vidite svojo dragocenost. Darilo, kar ste. Praznujte se. Vključite se v izbire. Ne tako skozi sami izbirati v smislu, kaj bojo pa drugi rekli, če to izberem. Kot da to ni vaše življenje. To je vaše življenje. Izberite, kar želite. In vaša vrednost, vi niste, ko bi rekla, sodbe drugih vas ne določajo. Mnenja drugih vas ne določajo. Pomemben je samo, kar vi sami sebi mislite. In vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj pa napokvalen shorts, boys, povac and beyonds. In res začnite, jaz bi vam tako predlagala, da začnete res opazovati, na kak način ste sami sabo, oziroma, ali pa da si napišete vse te neke pritožbe, ki jih imate, ne vem, nad šefi v službi, nad sodelavci, nad partnerjem, nad, ne vem, prijatelji, kaj počnejo, kaj ne počnejo. In pogledajte, ok, kje jaz to počnem samemu sebi, sami sebi. Oziroma, a si dajem to jaz sama sebi? Ali ne? In pa začnite si to dajati. Torej, karkoli že to za vas pomeni, da začnete sebe videti kot darilo. Da se začnete praznovati vsak dan. Kako se boste sami sebe praznovali, to vi veste. Oziroma, sami sebe priznavati v smislu to, kdor ste, svoje kreacije, svoje kapacitete. Če si jih vi ne boste priznavali, če jih vi ne boste videli, noben drug jih ne more videti. Vi dejansko lahko vidite celoto tega, kar ste. Nihče drug. Tako da vse, kar to zdaj prinaša na plan, boste vse to razgradili in uničili. Right and wrong, utemelj pa napokvalen shorts, boys, povac and beyonds. In veliko vas, oziroma nas, je bilo tudi deležnih pač take vzgoje v smislu ali neke skozi primerjanje, ali obsojanje, češ nisi to, nisi ono, moral bi biti to, moral bi biti ono. In dejansko nas nihče ni videl kot to darilo, kar smo, oziroma videl našo neko dragocenost, neko vrednost v nas. Vrednost, to je spet tako pač, mislim, to ne moramo predeliti, ampak, oziroma darilo nas, torej, ali nas je kdo kdaj videl kot darilo? Če vas je, ste res eni od redkih
srečnežev, če ste živeli v taki družini oziroma v takem okolju. Večina se nas je tega naučila, takšnega, pač smo ponotranili pravzaprav ta odnos, ki so ga drugi imeli do nas, torej večinoma starši oziroma neki odrasli, s katerimi smo odraščali, in smo to ponotranili, smo začeli na tak način sami sabo ravnati. In kaj, če bi začeli sabo ravnati na ta način, kot bi drugi morali ravnati, in ne na ta način, kot so. Ne? To je eno vprašanje, ki si ga tudi lahko zastavite, oziroma, ja, to kar sem zdajle povedala, no, torej, kaj bi bilo potrebno, oziroma, kako lahko pravzaprav sam sabo začnem, oziroma sama sabo začnem ravnati na tak način, kot bi drugi morali ravnati z mano, ne na ta način, kot so. In pol boste videli, kaj se bo prikazalo na podlagi tega. Torej, ne gremo pol v glavo v smislu ful razmišljati, kako bi morali drugi ravnati z nami, ampak ta vprašanja nam pomagajo, da posežemo po zavedanju, ki nam je na voljo, in tudi če vprašamo to, nam začnejo stvari prispevati, vesolje nam začne prispevati, dobivamo informacije na različne načine iz okolice, ali preberemo nekaj na knjigi, vidimo nekaj na, ne vem, nekem billboardu, ali mogoče na, ne vem, na televiziji, na radiju, in nam da to idejo, ne. Ali pa vidimo v nekem odnosu, ali pa nekoga pa zagledamo, kakšen odnos ima do sebe, in rečemo, ja, tudi jaz bi rad na ta način bil, oziroma na ta način ravnal s sabo. In začnite to početi, in kaj bi bilo potrebno tudi res, da se dejansko predate temu ustvarjanju nečesa drugačnega v tem odnosu do samih sebe. In tudi to je, torej velikokrat pričakujemo, oziroma veliko je tega, veliko imamo nekih potreb, oziroma veliko delujemo iz potreb, v smislu, ta oseba mi mora to dati, ta oseba mi mora to dati, in iščemo neke stvari izven sebe, medtem ko je dejansko vse v nas. Torej, vse pravzaprav lahko damo sami sebi, tisto, kar toliko potrebujemo od drugih. In pač kar se pol zgodi, ko gremo ven iz tega, ven iz teh potreb, ki jih imamo, torej kaj bi nam morali drugi dati, oziroma nekih pričakovanj, projekcij, kaj bi nam morali drugi dati, pa to začnemo dobivati, ko začnemo sami sebi to dajati, ko smo to sami za sebe, pol se začne to dogajati iz okolice, pol nam začnejo drugi, tisto, kar smo skozi od njih pričakovali, ampak mi smo tisti, ki vodimo, torej mi vodimo igro. Če vi ne boste spremenili odnosa do sebe, kako bi rekla, nekega pogleda, ki ga imate na sebe, ne bo se nič spremenili. Torej, vi ste tisti, ki vodite, vi morate najprej nekaj drugačnega izbrati. Kaj pa je tole? Nekaj zaprli. Ja, in vse, kar vam tega ne dopušča, tudi da začnete izbirati nekaj drugačnega v tem odnosu do sebe, in na ta način tudi kreirati neko drugačno energijo, ki jo dajete, neko drugačno vibracijo, ki jo dajete, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right or wrong, with Matt Colin Shorts, Boys, Povats and Beyonds. In tudi fajn je včasih se tudi vprašati, torej, ko imate neke te samogovore, ali pa neke notranjega kritika, ali pa kakorkoli to imenujete, da se vprašate, kdo sem zdaj? Kdo sem zdaj? Zato, ker smo lahko ponotranjeni, to, kar sem rekla, te pač govore, oziroma način, na katerega so bili drugi z nami, ko smo bili otroci, smo lahko ponotranjili in se zdaj pač na tak način sami s sabo pogovarjamo, in to niste vi, to ste pač neka druga oseba, ste postali in se na ta način pač zdaj sami s sabo pogovarjate. In ko boste rekli, kdo sem zdaj, lahko takoj zavestite, to nisem jaz, to je, ne vem, moja mama, moj oče, vse, kar je to, vse to razgrajujem in uničujem, right or wrong, with Matt Colin Shorts, Boys, Povats and Beyonds. In na ta način začnete spreminjati to. In
In seveda, pač ni to tako pač čez noč, a torej, če ste leta in leta, desetletja sami sabo ravnali na določen način, če se boste predali temu, torej, da začnete ustvarjati nek drugačen odnos do sebe, ga boste ustvarili, ampak to je nek nadaljujoči proces, če se nečemu predamo, dejansko to začnemo pol tudi ustvarjati. Če pa ne, pač smo pač predani tistemu prejšnjemu, zdaj torej na tem večeru čiščenja, ki smo ga imeli v nedeljo, torej je bila tema zavest, je bilo ful zanimivo, ker je ena od udeleženk tako pač, da se nekaj sodi, bla bla bla, in sem jo vprašala, okay, a si predana temu, da se obsojaš, ali si predana temu, da boš kaj spremenila, in je rekla, ja, sem predana temu, da se obsojam. In to je tudi ena stvar, da pogledate pravzaprav v resnici, čemu ste predani. In to, kar se prikazuje kot vaše življenje, temu ste predani. Tako da, kaj je bilo potrebno, da se predate nečemu, kar bo ustvarili nekaj drugačnega, nekaj, kar bo, kako bi rekla, bolj užitka vredno. Ja, torej to morate vedeti, čemur se predamo, to pol ustvarimo. In zato tudi toliko, kako bi rekla, teh novoletnih zaobljub, ki jih imamo, torej vedno, ko je novo leto, zdaj bomo pa nekaj drugače, zdaj bomo pa to nehali, pa to, pa bla bla bla, pa to bomo naredili. In te novoletne zaobljube propadajo tako po kakih 3 tednih. Zakaj? Prvo je to, ker mislimo, da moramo pa zdaj nekaj narediti, torej vsi, zdaj pa novoletne zaobljube. Ni to naša resnična izbira, ni resnična, kako bi rekla, ni resnična želja in zaradi tega temu tudi pa nismo predani. Če pa res nekaj izberemo samo zato, za sebe, še mogoče to je tudi ena, kako bi rekla, to je tudi v mojem svetu zadnjih nekaj tednov, za sebe izberite. Ne zato, da boste zdaj spremenili odnos z nekom, ali pa ne bo nekaj zdaj odzuni spet drugače, za sebe izberite, zato, da bo vam fajn, da se boste vi dobro počutili. To, ja, in dejansko, ko res izberemo nekaj za sebe, iz sebe, ali pa da bo, kar je nam zabavno, tudi če ni zabavno to nikomur drugemu, to je tisto pol, kar je pravzaprav ustvarja to, kako bi rekla, življenje vredno, užitka vredno življenje. In vse, kar to zdaj tudi za vas prinaša na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, guten med prav pokoljen Shorts Boys, povod sem bil in super je bilo v nedeljo, prav wow, taka energija, lahkotna, ekspanzivna se je stvarila, da noro, ja. In ja, no torej pač govorimo tukaj tudi o predanosti in zato, mislim, tudi ta predanost, to je kar nekaj časa že v mojem svetu in zato sem tudi rekla, bom še ustvarila eno to 3-delno spletno srečanje in prav naslov je Predani, da dejansko pogledate oziroma pogledamo, čemu smo predani v življenju, da si nalijemo čistega vina in pol pa, da pogledamo, čemu bi se pa pravzaprav radi predali. In to je, mislim, energija teh spletnih srečanj je zelo taka, kar intenzivna in že dogaja, tako da, ja, tako da ste vabljeni, da vsi, da se pridružite in bom tudi objavila tole več informacij o tem dogodku tule pod ta video. Je pa res, mislim, to pač, če se vam skozi ene in iste stvari v življenju prikazujejo, oziroma če skozi, ne vem, določene situacije se vam pojavljajo, potem ste temu predani. Predani ste ustvarjanju tega. Mislim, mogoče bi me zdaj kar nareč tako, ne, nisem, če ne bi bili predani ustvarjanju tega, pa tega ne bi ustvarili. Torej, spomnite se, še vsako stvar, ki ste se v življenju predali, recimo zdaj tako, če gledamo mogoče je lažje pogledati recimo neke materialne stvari ali pa, ne vem, ko ste se odločili, da boste šli na neko šolo ali pa doštudirali, naredili neko, ne vem, fakulteto ali karkoli že, če ste se predali temu, niste to ustvarili, pa ste se odločili, da boste imeli odnos oziroma da, ja, ste se temu predali, ga niste pol skreirali. Tako da,
dejansko je tudi na energijskem nivoju, se predajamo raznim stvarem, in ja, zato je pač treba tudi pogledati, kaj pravzaprav, čemu smo resnično predani. Jaz vam povem, da je ful zanimive energije, prihaja že na plan, to, kar bomo pa naslovili v soboto. In je pa tako srečanje narejeno tako, da imamo pač ena za drugim spletna srečanja, ampak tako par dni razlike, zato da boste dejansko videli, ozavestili, čemu ste resnično predani, in da lahko to naslovimo. Tako da, ja, to je ena stvar, ki, zato si zapomnite, da vi vedno vodite, torej vi vodite energijsko igro svojega življenja. In vi dejansko, če želite nekaj drugačnega, morate nekaj biti drugačnega, nekaj drugačnega izbrati, da boste lahko imeli potem nekaj drugačnega, prejeli nekaj drugačnega. Drugače ne gre. Tako da vse posod, kjer se matrate, da bi od koga kaj dobili, lahko se tudi vprašate, okay, mi je ta oseba sploh to zmožna dati? Druga pa, a sem jaz sama do sebe, oziroma sam do sebe takšen, sam sebi dajem to, karkoli že od drugega želite dobiti. In če ne, pa začnite. Ok, danes je bil tak, ne vem, meni se zdi tak malo bolj umirjen Facebook live, ampak zato nič manj potenten. Tako da, kaj boste izbrali zdaj? Hvala vam, da ste tukaj, in kaj se je zdaj še mogoče. In se vidimo na spletnem srečanju. Čau, predani. Čau, čau.